današnji dan, Veliki petek, bomo zmolili križev pot od Patra Gvardinija, pa bomo začeli s križem v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Jutranji hlad, dan se budi, pobit v prah, zavržen od ljudi. Res ne boli vsak tvoj korak, ostane nem zavit v črno oblak. Zaprem oči, svet trepeta, krikni me ga, mi stre oklep srca. Glej na križu, Bog visi in po lesu teče kri. Za človeka umira Bog, zdaj krivitih rok in nog. Gospod Jezus, rekel si, če hoče kdo hoditi za menoj, naj vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Zdaj hočem za teboj in z vsem bitjem bi rad hodil s teboj po poti trpljenja. Daj, da živo začutim, kaj vse si trpel zame, odpri mi oči in gani mi srce, da bom videl in globoko spoznal, kako velika je tvoja ljubezen do mene. Žal mi je, da sem grešil, Gospod. Znova bom pričel. Z vso resnostjo hočem po poti za teboj. Daj, pomagaj mi. Naj na tem križevem potu spoznam, kaj moram storiti prav jaz in katero nalogo si mi zaupal, da jo izvršim. Razpičan, zapljuvan in kronan zasramban, pred sodni stol zdaj gre, nedolžen smrti zdan. Prva postaja, Pilat obsodi Jezusa na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, Ker si s svojim križem svet odrešil. Jezus stoji pred sodnikom. Tožitelji lažejo, sodnik je mož brez značaja. Pred takim sodiščem spoznajo Jezusa za krivega velikega zločina. Kazen je sramotna in hkrati strašna. Jezus pa molči. Obsodbo sprejme, ker je taka očetova volja in ker gre za naše odrešenje. Pred menoj si šel, Gospod, in mi utiral pot. Uči me, da bom šel za teboj, ko pride čas. Če moram poslušati trde besede in nemogoče zapovedi, mi pokaži njihovo vrednost in uči me, da pozabim krivico. Če se mi zazdi kakšna dolžnost pretežka, jo bom vzel kot očetovo voljo in jo spolnil. In če pride trpljenje in bom mislil, da ni zasluženo, pa naučiti moje srce, da se ukloni očetovi volji, kakor si storil ti. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Glej, križ mu naloži, na ranjene rami, objame ga volno in nese vseh dolgih. Druga postaja, Jezus vzame križ na svoje rame. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, Ker si s svojim križem svet odrešil. prinesejo križ, da bi ga obsojenec sam nesel na morišče. Jezus sprejme križ, v križu vidi očetovo voljo in naše odrešenje. Zatem leži vsa sila njegovega srca, zato mu je mirno in jasno v duši. Sam gre naproti križu in se ga ves odločen oklene. Gospod, v prijetnih trenutkih ni težko reči, pripravljen sem na vse, kar Bog hoče. Nekaj drugega pa je biti v resnici pripravljen, kadar pride križ.
Takrat se srce rado ustraši in pozabi na vso lepo pripravljenost. Zato mi pomagaj, da bom trdno stal, ko bo treba. Okrepi me, da bom pogumen in da ne bom stokal. Gospod, daj mi več odločnosti. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Opišal je v močih, podrega križ naš greh, topljen dolgi sveta, leži potrt na tleh. Tretja postaja, Jezus pade prvič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svet odrešil. Vso noč ni zatisnil oči in že od sinoči ni nič jedel. Tirali so ga od oblasti do oblasti, izguba krvi in bolečine so ga oslabile. Vsa podlost ljudi ga je izmučila. Gospod je truden do smrti, pade na tla. Ljudje ga zasmehujejo, zmerjajo, bijejo. Brško more se vzravna, dvigne trudoma križ na ranjena ramena in gre dalje. Pretežak je križ zate, Gospod, vendar ga nosiš. Za nas, ker Oče tako hoče. Njegova teža presega tvoje moči, pa vendar ga ne vržeš proč. Padeš, pa se spet zravnaš in nosiš dalje. Vsak križ, ki me zadene, se mi zdi, da kdaj preseže moje moči. Vedno prihajajo trenutki, ko trudno in boječe priznam, ne morem več. V takih trenutkih mi pomagaj, Gospod, ti me razumeš. Ne šteješ mi v zlo, če pod križem padem in pomagaš mi vstati. Daj mi potrpljenja in daj mi novih moči. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. O žalostni spomin, ko mater sreča si, bridkosti meči gre, do srca globoči. Četrta postaja, Jezus sreča svojo mater. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svet odrešil. Verjetno je čakala v kakem cestnem ovinku in zdaj stopi do sprevoda, brez besed sta. Mati in sin, kaj bi govorila? Vsa sama sta drug ob drugem, sama na svetu, kljub divi gneči naokoli. Sama iz oči v oči, od srca do srca. Marija je občutila trpljenje prav do dna. Pomisli na njeno dušo, samočna je, vsa nežna in globoka, polna ljubezni. O Jezus, vem, da sem jaz kriv te bridkosti. Zame si šel od matere, naj ne bo ta žrtev zame izgubljena. Daj, da se zbudim, če me pokliče Bog, a bo srce preveč navezano na ljudi. Nauči me, da bom premagal strah pred ljudmi, kadar bi me ovirali, da ne bi priznal tebe. Nauči me, da se bom tresel oziral do ljudi, kadar bi me odvračali od mojih dolžnosti. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Pomagal Jezus je, od teže križeve, o Simon sprejmi križ, Gospoda usmili se. Peta postaja, Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svet odrešil. Za kratek trenutek je Jezusa objel dom, materina ljubezen. Zdaj mora spet dalje. Bolečina je dvakrat težja. Sam je, tisti, ki so ga ljubili, so brez moči. Tisti, ki bi mogli pomagati, nočejo. Ko vojaki vidijo, da mu moči pojemajo, primejo kmeta, ki se vrača s polja. Pomagal naj bi Jezusu nositi križ. On pa se brani, končno ga prisilijo. Tolikor jim si pomagal, Gospod, zdaj pa so te vsi zapustili, to da ti vztrajaš zame, da bi mi pokazal pot in mi dal moči.
Zato bom mislil na Simona iz Cirene, kadar bom tudi jaz osamljen. Kolikokrat čutim v stiski zapuščenost, sam sem z bolečino in nikogar ni, ki bi mi pomagal ali me razumel. V takih trenutkih bodi pri meni ti, Gospod, da se bom umiril in ne bom obupal. Usmiri se nas, o Gospod. Usmiri se nas. S prtom Veronika obriše Jezusa, zato ji dal spomin obličja svetega. 6. postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svet odrešil. Jezus je ves osamljen. Okrog in okrog samo sovraštvo, krutost, otopelost. Žeja in bolečine so ga izmučile. Križ ga strašno teži. Kdo drug bi hodil ves obupan in bi izgubil čut za vse drugo? In če bi prišla Veronika in mu dala prt, bi je niti ne opazil. Jezus pa ječi pod težo, a vendar njegovo srce bedi v rahločutne ljubezni, da začuti to skromno ženino pomoč, ceni jo in po Božje poplača. Gospod, kako močno in dobro je tvoje srce, če trpim in nimam več oči in srca za ljudi. Mi ti razsvetli oči in osvobodi srce sebičnosti, ki se posebno trpečemo tako rada vsili. Pomagaj mi, da ne bom vedno mislil le nase. Daj, da bom opazil vsako majhno žrtev ljubezni, da jo bom cenil in bom zanjo tudi hvaležen. Da, naučiti se moram, da bom še drugim v pomoč, saj najlažje premagamo trpljenje, če pozabimo nase in pomagamo drugim. Usmiri se nas, o Gospod. Usmiri se nas. Slabosti ves prevzet, zveličar pade spet, o grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. 7. postaja. Jezus pade drugič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svet odrešil. Simon iz Cirene mu ni dosti pomagal, nazadnje ga je čisto pustil. Jezus je zopet sam med ljudmi brez usmiljenja. Morda je v množici kdo, ki ga je Jezus ozdravil ali nasitil v puščavi. Sedaj pa divja proti njemu, kakor bi mu bil najhujši sovražnik. Vnovič pade, v njegovi duši pa sije velika luč. Prav s tem, kar mu delajo hudega, jih hoče odrešiti. Spet trudoma vstane in gre dalje. O, da bi doumel Gospod, kako nekaj velikega je trpeti za druge, za vse, ki jih ljubim, za vse trpeče po širnem svetu, za vse čiste in svete, ki so v nevarnosti, za mnoge, ki tavajo v grehih in zmota in so se izgubili. Oko bi mogel prav globoko doumeti, kako moje trpljenje postaja drugim v blagoslov. Združuje se z močjo odrešenikovega trpljenja, kliče Božjo milost na druge in pomaga, ker ni nobene druge pomoči več. Potem bi bilo trpljenje premagano. Namesto obupavanja bom sredi največjih težav nosil v srcu veselje, da pomagam tebi, Kristus, pri tvojem delu ljubezni in odrešenja. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Usmiljene ženi, ne jokajte za me, le zase in svoj rod, točite zdaj solze. 8. postaja. Jezus nagovori jeruzalemske žene. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svet odrešil. Tudi to srečanje razodeva čudovito bogatstvo Jezusovega srca. Če pomislim, kako trpi, glava je vsa ranjena od trnja, telo polno globokih ran, razboleno od jedkega potu.
Okrog njega sovraštvo in pred njim strašna smrt. Jezus je miren in izpolnjuje svoje poslanstvo, uči in opominja. Za vsakogar pride čas, ko ga trpljenje tako potare, da ves trepeta pod njegovo silo. Živci ne ubogajo več in le s težavo jih kroti. Če ga muči okolica z brezčutnim vedenjem, je njegovo trpljenje še hujše. Kadar bo meni tako Gospod, mi pomagaj ohraniti mir, kakor si potrpel ti, se bom trudil tudi jaz. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Zveličar omedli, pod križem spet leži, o trdo srce glej, tvoj greh ga žalosti. 9. postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil. Hmalo se je Jezus tretjič zrušil pod križem. Kaj bi dejali ob tolikšnem trpljenju? Da bi ponavljali besede, kako prazne so, poskusi začutiti, kar je začutil on. Kaj pomeni pasti pod toliko težo na tla v takem spremstvu in še tretjič. Moči so mu skoraj pošle, kljub temu se še enkrat zravna in nosi križ do cilja. O močni Jezus, ti si v meni in jaz v tebi. S teboj moram prenašati trpljenje, čeprav bom mislil, da ne morem več. S teboj moram izpolniti dolžnost, čeprav bo še tako težka. Pomagaj mi, da v sili ne obupam in ne obežim svoji dolžnosti. In če mi moč oslabi in bom padel, mi pomagaj znova ostati. Jezus, daj, da razumem. Kako ne zahtevaš, da pod križem ne smem nikoli oslabeti, ampak le to, da moram vedno spet vstati. Daj mi spoznanje, da je vse to naše življenje na zemlji vedno novo vstajenje, vedno novo začenjanje. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Ko pride na goru, obliko mu vzemo in za dolgi sveta še žolča mu dado. 10. postaja. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina žolčem mešanega. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil. Vse so mu vzeli. Prostost, prijatelje, delovanje. Zdaj mu vzamejo še čas telesa. Brez obleke je predan za sramovanju. Vsak predrznež ga sme opazovati in sramotiti. Močno je Jezusovo srce, globoko in neizmerno plemenito. Prav nežen je njegov čut za čas, kakor v žgočih plamenih ga objame to zasramovanje. Gospod, spomni me teh bridkih trenutkov, kadar bo v nevarnosti moja čast. Tako neizmerno sramoto si trpel zame. Po tem trpljenju me ukrepi v trenutkih, ko mi bodo jemali moje dobro ime, ko mi bodo potikali slabe namene, ko me tudi najbližji ne bodo razumeli. Ne daj, da mi zmanjka potrpljenja, ne daj, da bi enako vračal z enakim, ne daj, da bi grajal, sodil ali sumil tistega, ki je ranil mojo čast. Pomagaj mi, da ostanem miren in pravičen. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Na križ ga položi, razpnu roki nogi in ostri mu žebli, spet rane naredi. 11. postaja. Jezusa pribijejo na križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil. Kar dela zdaj je tako strašno, da je bolje bežati, kakor gledati. Tako ga pribijejo na križ in ga dvignejo, o moj Gospod in zveličar. Toda nimam pravice bežati, saj trpiš zame.
Zdaj ne moreš ničesar več. Le tiho visiš in vztrajaš. Od vseh strani te obdaja sovraštvo, zasmeh in prostaštvo nasprotnikov in naščuvanega ljudstva. Gospod, odpusti meni grešniko, saj sem jaz kriv tvojega trpljenja. Najde bo tvoje trpljenje zame izgubljeno. Za vsakogar pride čas, ko ne more storiti ničesar več, ko ne more skrbeti za svojo čast, ko ne more več lajšati svojih bolečin, ko ne najde več izhoda iz svojega trpljenja. Tako je posebno v zadnji bolezni. Takrat je vsak kot pribit na križ. Nekaj pa le še more. Položiti srce in voljo v Božje roke. Gospod, kadar pride ta čas, boš pri meni. Vem, moč tvojega križa bo takrat v meni in me bo krepila. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Na križu Bog visi in sveta teče kri, za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 12. postaja. Jezus umrje na križu. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, Ker si svojim križem svet odrešil. 3 dolge ure trpi Jezus. Ob križu stojita njegova mati in njegov prijatelj. Glej, tvoj sin, ji pravi, in Janezu, glej, tvoja mati. Mar ni tako, kakor bi se ločil od ljubezni teh dveh, ki sta ga imela rada? Sam bi bil rad. Vzel je nase vso našo krivdo. Kaj je pretrpel Jezus v teh trenutkih, ne ve nihče. Zapuščen od vseh stoji sam z našo krivdo pred Božjo pravičnostjo. V ljubezni trpi, dokler ni vse končano, dopolnjeno je. Molim brezmejno Božjo pravičnost, pred katero stojim kot grešnik in tebe, moj odrešenik, ki si se zavzel zame. Gospod, ti si me odrešil. Zahvaljujem se ti za to iz vsega srca. Ti si mi tudi pokazal, kako moram nositi svoje lastno trpljenje in kako ga moram premagati edino v tebi. Nositi ga moram samo, če ga kot ti vzamem iz očetove roke, če v očeta zaupam in se ga oklepam. Tako ostanem močan, tudi če me vse zapusti. In če prenašam trpljenje drugim v blagoslov, kakor si storil ti, ga moram premagati. Tudi meni je lažje, ko vem, da ni brez vrednosti, kar trpim, temveč da prinaša drugim odrešenje. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. O mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, objema zadnji krat, Sinu zdaj mrtvega. 13. postaja. Jezusa snamejo s križa in položijo Marijo na naročje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, Ker si svojim križem svet odrešil. Gospod je dotrpel, zdaj je mrtev. Če govorimo po človeško, življenje je imel še vse pred seboj. Kaj bi Jezus še ustvaril, kako bi učil, deloval, pomagal? Zdaj je vse pohojeno, a prav to je nespamet križa. Seme je moralo umreti. Gospod, to je odgovor na trpko vprašanje. Čemu trpljenje? Čemu trpeti, ko pa vse kliče k sreči in ustvarjanju? Čemu umreti? Čemu odhajati, če nismo dopolnili življenja? Čemu dajati, kar je tako dragoceno? Vsa človeška modrost umolkne. Le križ ve odgovor. Seme ne obrodi sadu, dokler ne umrje v zemlji. Vse naše trpljenje, naše darovanje in naša smrt je Božja setev. Če smo združeni z Božjo voljo, požene iz nje življenje, bogato življenje za nas in za druge. Tako verujem. Zaupal bom in se oklepal Boga, da bo tudi moje življenje in trpljenje in smrt obrodilo za večnost. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. Objokovan je Jezus grob dejan,
14. postaja, Jezusa položijo v grob. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. ker si s svojim križem svet odrešil. V platnene rjuhe zavijejo Gospodovo telo in ga polože v grob. Vse je otihnilo. Odahnem si, da je minilo strašno trpljenje. Globok mir diha ob grobu. On, ki leži v njem, je z Božjo zvestobo dopolnil vse, kar mu je naročil Oče. Zdi se, da se ob grobu razodeva velikonočni sijaj. Učencem je seveda drugače pri srcu. Vse njihovo upanje je umrlo. Vendar tudi njim kmalu zasveti močna luč, da spoznajo, kako je moral Mesija vse to pretrpeti, da je šel tako v svojo slavo in da je bila njegova smrt cena našega življenja. Gospod, ti si prinesel veselo oznanilo, da za vsakim velikim petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega življenja za vsakega, ki se tebe oklepa. Daj mi, da bom to razumel. Naj živi v meni to prepričanje, kadar pridejo težki časi. Potem bom spoznal, da moram trpljenje ne le nositi, ampak tudi premagati. In še to bom čutil, da je tudi v bridkosti deležen tvojega miru, kdor s teboj živi in trpi. Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. O Jezus, hvali naj, brez svete vekomaj, po svojem križu nam, podeli sveti raj. Gospod, hvala ti, ker si me danes poučil, da naše trpljenje ni mračno tlačanstvo, ki se mu zaman opiramo ali v katerem obnemoremo in obupamo. Bridko je, vendar nam prinaša odrešenje. Ti si me naučil, kako naj nosim svoj križ, v zaupanju in ljubezni do Boga. Ti si me tudi naučil, kako ga moram premagati, da ga v ljubezni darujem za druge. Zapiši mi to resnico globoko v srce, da je nikdar ne pozabim. Naj me živo prevzame posebno takrat, ko bo najtežje. Potem bom mislil na to, kar si mi na tem križevem potu povedal in bom potem tudi živel. Mati žalostna je stala, zraven križa se johala, ko na njem je visel sin, ko na njem je visel sin. Grenko žalost zatopljena, je ni duša prebodena. Z mečem silnih boleči, z mečem silnih boleči. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.